tisti vrtnarji, ki smo bili polet pridni, imamo zdajle pravo izobilje pridelkov. Čisto brez izzivov pa ni šlo pri nama. 13. julija smo imeli tle kar tako ogromno izjemno točo. Tiste poškodovane rastline smo že zasadili z novimi, pa folijo na rastlinjaku smo mogli zamenjati in sezona je šla lepo naprej. Ja, jutranja megla je pa tukaj v naših koncih kar stalnica, zato je mogoče vidljivost mičken slabša za začetek sprehoda, ampak vseeno si gremo pogledati, kaj v sredini septembra vse raste na vrtu obilja. Sladki krompir je po koledarju bil presajen na to gredo že 26. maja v povišano dvignjeno gredo, da imajo gomolji dovolj prostora za debelitev. Zdaj, med samo rastno to dobo njegovo ni neke posebne nege, je pa res, da se zelo rad razrašča, tako da te poganke smo kar redno prirezvala, zato da ni šel čez vrtne poti pa še naprej na druge grede. Pa te poganki se radi ukoreninjajo, tako da ali jih malo prozdignemo ali pa damo papir prej spodaj, vsaj v tistem delu, kjer je greda. Imamo pa letos dve sorti, mogoče se nadzemni del zdaj nekako ne razloči, ampak eni so tisti klasični oranžni, ko jih poznamo, drug je pa polubko vijoličen, noter je pa bel. Bučka za mano je od prvotnih 3 rastlin, ki so bile tle zasajene, samo še ena. Midva na začetku dama 3, tisti prvi pridelki smo vedno vesela, pol je pa že bučk toliko velik, da ostane samo ena rastlina. Je pa res, da nama je na drugi sadiki en plod buče ušel, pozabila smo ga in je rato ogromen plod, ki je pa tako hiter izčrpal rastlino, da smo jo mogoče malo predčasno dala iz grede. Tudi tale plod, recimo, ko ga vidimo tle na tej buči, je za najina merila že prevelik. Sama buča, njeno steblo je pa zdaj dolgo že več kot 1 meter. To smo pa lahko fajn zmerili z hitmetrom, ki zdaj bo na novo na nihajnih motikah gor natisnjen, tako da lahko hitro kaj zmerimo, kako sadilno razdaljo ali pa kaj podobnega. Jajčevci so pa zelo slabo začeli letošnjo sezono, veliko je bilo koloradskih hroščev, ki so se na jajčevce naselili od krompirja, ampak smo nekako uspeli vzpostaviti, da so štartali malo kasneje. Tiste vse koloradske hrošče smo kar pobirali ročno, pa za diatomejsko zemljo smo poštupali posameznih po listih, zato da je bilo čim manj in hroščev in tudi ličink. Je pa res, da si tudi ti še dodal eno dodatno plast komposta, da so dobile rastline še mogoče en ta boost v smislu hranil, zastirke in je pol to vse skupaj jim zelo pomagalo, da so se zdaj ojačale rastline. Pri jajčevcu je pa zelo pomembno to, da ko jih nabiramo, imamo odgor rokavice, ker nekatere sorte so zelo bodičaste pri samem plodu in se hitro lahko nabodemo ali pa celo porežemo. Tako da rokavice gor najboljš, ko jih naberemo in z nožkom nabiramo ali pa škarjami, da ne odtrgamo samega ploda. Brstični ohrovt je bil na gredo presajen 27. junija po koledarju na dan za list. In zakaj tako pozno? Ker je tu prej rastel bob. Spravi, mi smo že izkoristili prostor na tej gredi z eno kulturo, zdaj imamo pa drugo. Še vsem bo imel dovolj časa, da bo do zime v bistvu nastavil te brste, ki jih pol začnemo najboljš po zmrzali pobirati. Z listnatim ohrovtom se tudi ne mudi prehitrega presajati sadike. Njega smo presadili 27. junija, tudi na dan za list. In vidimo, kako lepe rastline so zdaj in so pripravljene iti v to jesensko, pa še posebej pol v zimsko sezono, ko ga lahko čez celo zimo lepo nabiramo in dodajamo različnim juhcam in raznim prikuham. Stebelno zeleno letos en poskus delamo in sicer stebla belima. Ovila smo jih z papirjem, zato da jih pač zaščitimo pred sončnimi žarki. S tem so se v primerjavi z drugimi stebla malo podaljšala in pa noter so postala bela. Stebelno zeleno sicer mi najbolj uporabljamo v samih juhah, enolončnicah, je ne sočiva, predvsem tam, ko se zelena soči, tam so ta obeljena stebla veliko bolj cenjena. Gomoljna zelena zraven, ima pa tako malo že blede, mogoče celo rjaste liste, ampak vse je v redu, dokler so te
zunanji listi, tisti starejši. In te zunanje starejše lahko na dan za korenino, idealno, pač pobiramo stran in pustimo te iz sredice in s tem tudi vidimo te ranice, ki nastanejo, ko list stran utrgamo, pa tudi prepoznamo na samem gomolju po tej njihovi značilni, taki hrapavi obliki. Tukaj je pa ena mešana zasaditev za mešane sklede jesenskih solat. Zelo pozno so bile presajene vse sadike, za solatom še ni tako prepozno, za tele radiče pa mogoče v primerjavi z drugimi je bilo, konec avgusta to, ampak midva upava na tako bolj milo jesen, pa pozno zimo in bova imela tele pridelke lahko še v decembru. Moja mama mi je razlagala, kako so včasih, ko so bili oni majhni, kuhali doma. In en dan je bil zele pa krompir, drug dan je bil pa krompir pa zele, pa tretji dan je bil pa fižol pa zele pa krompir, pa je bil pa fižol pa krompir pa zele. Tako so si malo mešali ta jedilnik. Mogoče bo pri nas tudi tako, glede na to, kako veliko pa lepo zelje je letos. Zelo lepo je ratalo, res. In jaz mislim, da si vsak vrtnar je vesel jesenskega lepega zelja. Jaz smo zasadila eno tako mešanco zelja, rdeče, malo špičasto zelje kalibos, potem je klasično okroglo zelje marvej, tule meni osebno po obliki najlepše špičasto zelje Filderkraut, čist na koncu je postalo še nekaj prostora za glavnati ohrovt. In zelje pa vse ostale kapusnice, še posebej v tem pozno poletnem času, sva tretirala z enim škropivom, ki je številka 1, kar se tiče biološkega tretmaja, in to so mikroorganizmi, specifično Bacillus thuringiensis, kateri deluje želodčno na gosenice in na metulje. In se potem pač sami beli metulji, kapusovi belini, izogibajo vsem kapusnicam, in zelju, in brstičnih ohrovtov, listnatih ohrovtov, brokolija in cvetače. Nekje na 2 do 3 tedne gremo takole čez, nobene karence, spet surova moč mikroorganizmov, to, kar imamo midva najraje. Tale lepa blitva je na gredi že od 1.4. zelo dolgo, malo je že odbelila se sama korenina, ker smo jo skozi lepo trgali. Ene par jih je zdelala poletna vročina, ampak po večini lepo zdržijo celo sezono. Lahko pa za drugo rundo, in je tudi na tej gredi, jo sejemo še malo kasneje in jo presadimo nekje v juliju. Mi imamo na to blitvo kar zunaj in tudi zimo bo lepo zdržala. Drugače pa ta greda skozi bil tak miks. Bilo je veliko rastlin, bilo je zgodne zelje in so pol nadomestil jih koromač, pa še malo korenja smo sjala, korenino peteršilja in zdaj nazadnje še zapolnila tale del pred mano z rukolo za jesenske solate. Rastlinjak je imel letos drugačno dinamiko kot ponavadi. Tista toča 13. julija in luknje, ki so za njo ostale, so povzročile to, da je tale megla prišla noter. S tem je dobil paradižnik plesen in njegova sezona se je precej hitro končala. Je bil pa to trenutek, da smo takrat, ko so šli paradižniki ven, lahko zamenjali folijo in pa spodaj nasadili rastline, ki so namenjene za porabo čez zimo. Idealno je, da nekje to v sredini ali pa konec avgusta naredimo. Če imamo še paradajz noter, kar pod paradajz posadimo. To so pa brokoli, cvetače, recimo romanesko cvetače, plitve, solate, por, razni radiči, peteršilj, pa tudi kolerabice. In ena zelo zanimiva rastlina, ki nama spomladi ponovadi nikdar ni ratala, in to je pak čoj. In tako, kar se mi je kar zdelo, da v naših pogojih pak čoje veliko bolj odgovarja ta jesenski čas, to je, ko se dnevi krajšajo, ker spomladi zelo hitro požene v cvet. Repa pa podzemna koleraba sta taki tipični njivski kulturi, ampak tudi pri nama najdeta prostor. Jaz imam predvsem podzemno kolerabo zelo rada po zimi. Pri direktni setvi vedno pazimo na to, da jih sejeva po poletnem solsticijo, letos sta bili obe sijani 14. julija. Por zimski je dobil mesto tudi nekje v juniju, ne rabimo z njim preveč hiteti. Zdaj še tako malo majhen, ampak on celo jesen še raste in tudi po zimi se debeli in zdrži
vse te nizke temperature in je shranjen kar na vrtu. Ne rabimo ga pred zimo iti pobirati pa shranjevati v skrinjo, na vrtu ga imamo vse do marca. Še ena greda zelja, istih sort, kot smo jih že videli prej, le da to zelje je bilo presajeno med čebulo. Ena čebula pa je še vedno na gredi, ena posebna sorta mlade čebule. Išihrona je točno se reče in jo imamo pa lahko res celo leto za piknike in razne srečanja. Ne bo naredila same udebeljene čebulce, tudi zato jo mogoče lahko po koledarju negujemo na list, ker si želimo čim več njene listne mase. Poletni por že kar nekaj časa nabirava tudi tako, da rastline odrežemo nad samim kompostom, da požene na novo. Zdaj so dnevi že tako kratki, da te obnovitvene sposobnosti nima več, tako da zdaj bova kar vse pore porezala do konca, da porabimo, potem pa bomo lahko prešla na zimski por, ki smo ga videli prej. Pred mano je pa motovilec, zdaj je glihkar vzkljiv, je pa malo slabš kaljiv kot ponovadi. Smo pa poštukali tako, da smo sadike vmes presadili. Tako da vsakem je priporočil, ko sejete motovilc, da isti dan še posejete v platojčke in pa iz tistih platojčkov lahko presadite vmes, če kje ne bi slučajno kalilo, ne vem, ali pa pride maček pa razbrcka samo gredo, kar je najbolj nehvaležno. Tukaj za nama je kitajsko zelje. Kitajsko zelje sadike so poleti zelo občutljive na sušo pa na vročino in mi se drživa te tehnike, da posadiva v senco neke rastline, ki že tu raste. V našem primeru so bile tu kumare in pa res skrbiva za to, da redno zalivamo. Na tak način se precej pozna uspešnost same presaditve in pa rasti kitajskega zelja. Zunanji listi pri nama so vedno čipkasti, kot idrijska čipka, ampak se nikoli ne sekirava, ker sredica, noter glavica je vedno čvrsta in ni tega odpada, kot mogoče izgleda na prvi pogled, ko sam vidimo zunanje liste. Letos so malo kasneje dozorele paprike, pozna se, da je bilo malo bolj vlažno leto, ampak še zmeraj kar dosti toplo, ampak napram lani se pozna razlika. Še zmeraj smo že eno šajtrgo polno zrelih in tudi še rumenih nabrali in z nje naredili namaz. Zdaj pa v septembru sam za sproti nabiramo rdeče, ki dozorijo. Greda brokolija. Brokoli je posebnost po biodinamiki, ga sejemo, presajamo, pa tudi negujemo na dan za cvet. Želimo si take lepe, polne, čvrste cvetove, ki jih pa nabiramo tik preden bi v bistvu zacvetel. Na levi strani je pa čili. Čili smo sadili dve sorti predvsem, Bishop's Crown in pa Zimbabwe Black. Obe sta nekje srednje do rahlo pekoči in zdaj zorijo, postajajo rdeči, torej iz zelene v rdeče, pa iz črne v rdeče počasi prehajajo barve. Prvič je bil na vrtu obilja in kar se nege tiče, smo se kar ravnala tako kot pri papriki in se zelo lepo obnesli. Te visoke sorte z vodoravno mrežo za oporo, ta nizke pa kar z ciglom tako malo podložimo, da lepo stojijo. Super dopolnitev za vsak vrt, še posebej pa tiste, ki imajo rada malo bolj spicy. Na dan za list pa negujemo oziroma sejemo, presajamo cvetačo, kar je mogoče za koga malo zmeda v primerjavi z brokolijem. Mi opažamo, da so jesenske cvetače veliko večje pa lepše kot spomladanske in predvsem letos smo zelo ponosna na tele cvetače. Na vrhu si cvetača deli še nekaj prostora na gredi z nadzemno kolerabico. Sorta Super Šmelc je res ena taka ogromna sorta in to so prave take bombe. Za solate v jesenskih dneh pa ni ga čez miks med radičem in pa endivijo. Endivijo že nabiramo, se je zelo razrasla. Lahko bi obtrgovali same liste, ker smo pa šli na sadilno razdaljo 30-30, pa sproti pobiramo vmes, da tista, ki ostane, ima več prostora, da se lahko še razraste. Radičev je pa različnih sort in različnih vrst, da dobimo tisto barvo, od rdečih, treviških do Castelfranco pisanih, da čim bolj obogatimo solate.
Brstični ohrovt ima oporo, enako kot je uporabljena tudi najprej pri bobu, potem pa papriki. Na začetku je treba malo usmerjati rastline, da pridejo čez te posamezne prostorčke, ampak ko je enkrat v tem stanju, je v bistvu rastlina pod oporo in čakamo samo še na pridelek. Tudi veter ali pa sneg ne moreta pol prevrniti. Cela greda naenkrat je zaščitena. Še ena greda z gomolno zeleno in pa tudi zimskim porom, pa še mičken radiča, ki je ostal prostor. Na moji desni najbolj zelen izmed vseh visokih fižolov je pa laški fižol. To ni samo posebna sorta, ampak je prav svoja vrsta fižola, ki jo prepoznamo po zelo lepih barvnih cvetovih in pa velikih strokih noter. Neki par sva jih sam imela prvič letos in naj je presenetil predvsem za svojo postavo, bi rekel, pa izgledom. Ostalih fižolov smo pa letos imela mičken manj, ker smo imela težave predvsem s kalitvijo. Mokra pomlad je pač naredila svoje, ampak smo še vseeno zelo zadovoljni. Še ena greda paprike, dovolj jo je. Na vse skupaj 9 kvadratih je, mislim, da skoraj nekje 60 rastlin. Najbolj je gosto, ampak kot vidimo v svojem vrhuncu, še zmeri ji zelo odgovarja ta bolj gosta rast. Ne smemo je saditi preveč narazen. Na prevelikih vrtovih to vidimo, da je paprika raste tako narazen kot recimo paradižnik. Pa ne bi jaz tega priporočil, ona je rada v družbi, rada je z svojimi ostalimi prijateljicami paprikami. Pri jagodah smo letos ubrali tehniko zastiranja in hkrati redčenja. Na poti plast papirja, pa sekance, po gredah pa direktno čez vse jagode kar zastirko iz komposta. Tam nekje 3 cm na debelo in s to zastirko del rastlin zaradi teže teme odmre, del jih pa preraste čez in se na tak način tudi razredčijo. Če niste ziher, boljš mičken manj, ko pa preveč, da ne bi zadušili preveč jagod, ampak moramo samo paziti, da jih par še tako kuka ven in nekaj jih bo z komposta še samih prekukali ven, večino pa jih vseeno odmre. In zdaj imamo pripravljeno takole osveženo gredo že za naslednjo sezono. Še malo pa bomo vse tele zimske buče pobrala pa jih spravila. Zelo veliko različnih sort smo že testirala tekom vrtnarskih sezon, ampak na koncu se mi zdi od teh tista praktičnost v kuhinji. In preveliki plodovi nama nekot niso bili všeč, zato se zdaj držimo malo manjših. Sorte so pa Hokkaido Uchikuri, to je več imen je za to oranžno najbolj poznano sorto, potem Delica, ki ima malo kostanjev okus, in pa Karnival so potem male pisane. In to tudi zelo lepo se skladiščijo in prezimimo jih lahko kar tam nekje do pozne zime. Med brokolijem pa kalabresejem obstaja prav razlika. Italijani so mičken bolj specifični na to, mi pa kar vsem rečemo brokoli. In praviloma je to brokoli, ko iz več stranskih pogankov že od štarta takoj odžene, in ta sorta prezimnega brokolija, ki take male rozetke se bodo šele v marcu začele tvoriti. Zdaj pa zelo taka močna, velika rastlina, da čim več zraste pred samo zimo. Pastinak nama je pa letos kar nekaj lekcije dal. Take malo bolj boleče. Oba dva sva dobila od njega fitofotodermatitis. To so dejansko opekline na koži, ki nastanejo v kombinaciji soka iz pastinaka, malo potne kože pa sončne svetlobe. Tako da letos smo se res naučila, da moramo z njem rokovati v dolgih rokavih, pa tudi z rokavicami, čeprav sam pridelek nama pa postaja iz leta v leto ljubši. 3/4 obrobe ograje okrog vrta je zasajenih z rožami. In čeprav se mogoče sliši veliko, je še vedno obstajalo nekaj prostora in sem bila kregana s strani Robija, da je premalo rož. Kar zdaj vidim, da je res, ker naredijo eno tako res lepo barvno kuliso vsemu zelenju, ki je na vrtu. Jaz upam, da je bila vaša vrtnarska sezona tudi tako bujna, kot je bila najina, da imate veliko pridelkov, da bojo shrambe in špajze čim bolj polne, pa da bo še zelenjave ostalo na vrtu. In uživajte v vrtnarjenju še naprej.
Sam ne se začeti smejati, prav? Malo je žele me... Pardon. Ampak gremo še enkrat. Kar gojer. 13... Mama, spodnja Ja, se to. Ok. Zele, preša, zritko, meša. Ne morem. Pa, te bom sam začel. Pastinak pred brokolijem? Ne se ga dotikati. To je poanta, da se ga ne dotikamo. V redu, sem si tako zgrožena. Ja. Mogo biti ven. Ja, ne vem, jaz nisem vedela. Ne vem, kam gremo, ampak gremo. Danes smo tudi zelo lepo oblečena in zahvale gre oblačila pomišljaj obutev.si, da se naju opremili. Pa ne sam naju, ampak celo ekipo. Hvala.